Predsednica odbora za gospodarstvo, vam zaupam, da sem zelo zadovoljna z hitrim in učinkovitim pristopom, ki ga je v želji po okrevanju in stabilizaciji gospodarstva ubrala Evropska unija. V okviru predloženih nacionalnih načrtov bo omogočeno izvajanje reformnih programov in javnih investicijskih projektov, ki bodo zagotovo rezultirali v višji sposobnosti za rast evropskega gospodarstva. Verjamem, da bo učinkovit odziv Evropske unije pripomogel k ustvarjanju novih delovnih mest in s tem krepil našo socialno odpornost. Projekt Next Generation EU vidim kot orodje za izvedbo prepotrebnih strukturnih reform ter z njimi povezanih priložnosti za preoblikovanje gospodarskih panog in zagon evropskega gospodarstva na novih temeljih. Gre namreč za finančni paket, ki predstavlja zares pomenljivo pomoč evropskemu gospodarstvu. Na nas pa je, da ta sredstva učinkovito uporabimo. Namen naših skupnih prizadevanj je jasen: spodbuditi in ohranjati uspešne dele gospodarstva, ki temeljijo na visoki dodani vrednosti in katerih delovanje ne bo imelo negativnih vplivov na okolje. Prepričana sem, da lahko naše potenciale izkoriščamo predvsem v izgradnji inovativnih in zelenih poslovnih modelov. Takšnih, ki izhajajo iz unikatnosti sleherne evropske države in imajo zaradi svoje edinstvene kvalitete visoko dodano vrednost. Po teh načelih pa se moramo zgledovati tudi v turizmu, ki je sicer doživel precejšen šok in za katerega je prav tako namenjen velik del sredstev v okviru paketa Next Generation EU. Slovenija ima zaradi svoje lege in pestre geografske sestavine izjemen turističen potencial. Upam si trditi, da na svetu ni prav dosti držav, ki gostu omogočajo izkusiti toliko različnih naravnih zanimivosti na tako strnjenem območju, kot je to mogoče pri nas v Sloveniji. Še več, izredno velik del naših turističnih kapacitet gostu ponuja izjemno izkušnjo, ne glede na čas, v katerem letuje. Slovenski turizem se zaveda svojih predispozicij. Prav tako je v razvoju panoge skozi zadnja desetletja dodobra spoznal svoj tržni potencial. Namesto v masovne projekte se danes raje usmerja v butično in individualizirano ponudbo doživeti. To je konec koncev na tako strnjenem in pestrem območju tudi smiselno. Zavedamo se namreč, da so se spremenile navade gostov, ki iščejo drugačne, bolj kakovostne, predvsem pa varne in manj množične načine preživljanja prostega časa. Sama večkrat poudarim, da je Slovenija svet v malem. Imamo morje, gore, planine, čudovite reke, izjemno razvijen podzemni kraški svet, panonsko ravnico, bogate gozdove in gričevnata področja. S tem zavedanjem se moramo lotevati prav vseh izzivov na področju gospodarstva in turizma. Kot poslanka in hkrati predsednica odbora za gospodarstvo v slovenskem parlamentu pa si želim, da bi si vloga parlamenta v načrtovanju našega okrevanja okrepila, ter da bi parlament bil bolj vpet v proces spremljanja in nadzora nad uresničevanjem našega nacionalnega načrta. Tako bomo namreč lahko zagotavljali, da bo naš načrt resnično zasledoval cilje, na katerih je utemeljen, le-ti pa obsegajo zeleni prehod, digitalno preobrazbo, trajnostno in vključujočo rast ter vzdrževanje visoke socialne varnosti. Uresničevanje nacionalnega
načrta se mora odražati v dejanskem življenju. V dejanskem življenju ljudi. Njegov učinek mora prispevati k izboljšanju standarda prebivalstva in k razvoju naše družbe, naše celotne družbe. Prizadevala si bom, da bodo gospodarski subjekti v Sloveniji imeli možnost izkoristiti vse priložnosti v kontekstu ponujene izredne pomoči. Predvsem pa si bom prizadevala, da na področju turizma maksimalno izkoristimo vse dane potenciale in ga dvignemo na še višji kakovostni nivo. Svoj nagovor danes zaključujem z mislijo: trenutna situacija, tako v Evropi kot v svetu, je v vseh pogledih, ne le v gospodarskem, izjemen izziv, a obenem neslutena priložnost za spremembe, napredek in razvoj v smer, ki si jo bomo začrtali sami. Iskreno se zahvaljujem za vašo pozornost in vas vabim, da obiščete našo deželo, našo Slovenijo, začutite njene lepote in doživite nepozabne zgodbe. Hvala.